Na Bahamih je bil julijski dan, ki bi si ga človek zlahka predstavljal kot prizor z razglednice. Sonce je sijalo močno, zrak je bil gost in vlažen, veter je komaj premikal palmne liste. Na vodi so se svetlikali odsevi luksuznih jaht, ki so bile zasidrane ob Harbour Islandu. Vse je delovalo popolno. Popolno do te mere, da bi skoraj verjel, da tukaj ne more obstajati nič temnega. Ampak tistega jutra, 3. julija 2025, se je na eni izmed teh jaht zgodila nesreča. Jahta se je imenovala Far From It, to je bilo njeno ime, dolga je bila 43 metrov, ena izmed tistih prestižnih lokacij, kjer gor hodijo sami pomembnejši bogataši, milijonarji, multimilijonarji, milijarderji, igralci, pevci in vse ostalo, ker misliš, da se gor godi vsem, tako njim, ki najamejo te jahte ali pa jih imajo v lasti, in tudi tistim, ki gor za njih delajo. V bistvu ta posadka, luksuzna posadka, oziroma jim rečemo je lahko tudi stevardese na jahti. Ampak 3. julija 2025, skoraj letos, nekaj mesecev nazaj, začetek julija, se je zgodila ena stvar, ki je zlomila to iluzijo, da je gor tako popolno, lepo, čudovito, sanjsko, sploh ko pride do posadke recimo, da ni tako idilično, ker je življenje gor zgubila mlada 20-letna krasna punca Paige Bell. Danes v videu bomo govorili, kaj se je zgodilo, zakaj je do tega prišlo, kako zdaj poskušajo to preprečiti in pač kakšno je življenje dejansko na teh jahtah. Jim Beam ima 2 nove božanske proteinske čokolade, ampak to ni proteinska, to je proteinska, stari. 20 gramov proteinov. Kdaj si že videl 20 gramov proteinov čokoladko, s tem, da ta ima res nore okuse? Čokolada karamela pa cookies and cream. In noter je dobesedno crunchy fulke ugrizneš. Ja, to je dobro. Ponovadi tako, če imajo veliko proteinov, niso tako dobre, ampak ta je res amazing. Tako da ja, vedno imate tam kodo Alenka 5, pa ni važno na te čokoladke, ali na oblačila, ali na opremo, whatever. Zdaj pa gremo naprej v video. Ko so Paige Bell najdel na tleh, mrtvo, na tej jahti, je bil ob njej še en moški, isto ekstremno ranjen, ampak je še vedno dihal. In to je tudi moški, kateri je bil potem naknadno aretiran zaradi suma umora. Bom zdaj na začetku povedala, da je to primer, ki ni rešen. Iskreno, zdaj novembra se začne dejansko sojenje, ker tudi ta moški, ki je ležal ob njej, je bil blizu smrti, tako da verjetno je nekaj časa rabil, da je prišel do točke, ko gre lahko tudi na sodišče in se ta stvar nadaljuje. Je pa tak primer, kjer zelo slabo zanj ga kaže, precej očitno je nakazano, kaj se je dogajalo, in boste tudi slišali tekom tega videa. Zdaj pa najprej, kdo je bila Paige, ker je definitivno vredno, da v njej povemo nekaj besed, ker je bila res mlada, polna sanj, nasmejana 20-letna punca iz Južne Afrike. Opisali so jo kot sonce, pa ne samo doma, družina in prijatelji, ampak tudi te ljudje na jahti, ker ko si enkrat na jahti, si izoliran in vse, kar imaš, tedne, mesece, cele dneve tam gor, ves ta čas samo en drugega, in zdaj ali si dobra družba ali slaba. In če je vmes nekdo, ki ga lahko imenujejo sonce, te ekipe, te družine na jahti, ki tam delajo non-stop, cele dneve, ker ne morejo pobegati, je to res neprecenljivo. In za njih je bila to Paige. Sonce na jahti, taka močna, vztrajna, imela je velike sanje in te sanje so bile lih to, da dela na teh jahtah, seveda tudi, da izraste to, da napreduje, ampak res je oboževala svobodo in morje in to, da lahko potuje na ta zabaven način. Po fotografijah, ki jih tudi objavljala na socialno mrežo, bi rekli, da živi življenje, v katerem stanje večina mladih. Danes sonce, morje, potovanja. Pa dobra plača, by the way. Zdaj ne vem, koliko ste kaj domači s tem delom ljudi na prestižnih jahtah. Jaz nič o tem nisem vedela, je pa moj bivši skozi gledal serijo Below the Deck. In sem začela malo to spremljati in je zanimivo, kaj iz tega naredijo cel reality show, kako te ljudje se najprej kot ekipa dobijo in potem si razdelijo naloge in potem imaš te, spet sem scenarij, kvaj to klikam. In potem je tudi ta hierarhija, imaš kapetana in imaš potem te vodje, menedžerje in potem so vsi ti, ki delajo gor, ponovadi še kuhar in potem pridejo gor ljudje, tisti, ki so plačali
in najeli to jahto in potem jih razvajajo in vse mora biti po njihovih željah in pač deluje luksuzno in fancy, ampak po drugi strani je ogromno dela, vstajanje sploh ni ono fiksno, takrat ko kapetan reče, ko se oni spomnejo iti spat, gostje gor, takrat grejo šele oni spat, če se po noč ljudje spomnejo, da želijo, ne vem, koliko so v napitek ga morajo dobiti, a veš, ful je tako, na nek način si služenčat, ampak si dobro plačana in na koncu imajo tudi ful hude te napitnine itd. Zdaj je še prišel ven en film, ki je meni osebno taka neka kriminalka, thriller, meni je ful všeč, Ženska iz kabine 10, mislim, da je. Zdaj bo zihar editor zraven prelimal, če obstaja. Ali pa Beloved the Deck, to serijo. Ker je ful se mi zdi, da se veliko stvari zdaj dogaja na luksuznih jahtah. Pa ne vem, je to zaradi tega, ker jih je ker je skozi več bogatašev, ki si to prvošil, ali ker je ratalo popularno, ali sem samo jaz to šele zdaj opazila. Skratka, no zven deluje sanjsko, kmalu bomo razbili to percepcijo. Paige je tudi rada potovala, govorila je več jezikov, imela izostren občutek za estetiko. Zanimal jo je širni svet, ne pa samo bližina in dom. Je pa oboževala Johannesburg in tudi ena stvar je bila, da je imela ona v kratkem rojstni dan, predvidevam do 21, ker je tudi v bistvu neke vrste polnoletnost in si je noro želela domov. Ves čas je govorila z domačimi, da si želi domov in sanjala je, da bo doma jedla red velvet cake. To si jaz toliko želim enkrat probati. Nikoli še nisem zgledala pa tako zanimiv, ker ne vem, odkje je ta rdeča barva in kakšen je vkus. Res ne vem. Če kdo ve, ne komentira spodaj. Ko se enkrat posadka tukaj gor in delaš, gre približno tako, da strežeš šampanc, pripravljaš, pospravljaš sobe, poliraš srebrn pribor, čistiš, skrbiš, da deluje vse brezhibno. Gor so tudi recimo inženirji, eden bo pomemben za to zgodbo, ki tudi valjda skrbijo za mašine, pa da jadrnica deluje, pa kapetan itd. Gosti so pa potem milijonarji, igralci, politiki, ljudje, ki živijo življenje, v katerem drugi le berejo in ti si pač tam del tega. In zdaj v današnji zgodbi se ne bo toliko zapletel, bi jaz rekla, odnos med posadko in pač gosti, ampak dejansko znotraj posadke. Tisti, ki so to delo dejansko opravljali, samo da malo naštejem, kakšne tegobe omenjajo, o katerih se ne govori toliko, in sicer huda disciplina, neprespanost, napetost, popolna podrejenost. Ful omenjajo tudi izoliranost, pa ne v smislu, da si ti izoliran recimo od kopna, od svojih domačih, od bližnjih, od drugih ljudi, to si, tako tudi po cele tedne. Druga stvar je to, da če si tam z eno ekipo, se z njo razumeš ali pa ne, in če se ne, si pač izoliran od tega, da pobegneš, pač ne moreš. Tam si fiksiran z eno osebo, ki te lahko je nek abuse tam, lahko te nekdo maltretira, lahko te nekdo sovraž, lahko se z nekom na robu tega se stepeš, až ne moreš pobegniti in tudi če se nekaj zgodi, pomoč ni blizu. Paige na fotografijah, ki so na konc od nje zaokrožile, torej zadnje dni, tedne. Bližnji so baje opazili, da zgleda off, da ne zgleda toliko happy, da zgleda v njenih očeh nekaj, da ni iskre, da nekaj ni štimal. Noben točno še ne ve in ni javnosti znano, kaj se je dogajalo in kdo točno je bil ta član posadke, ki je na koncu z njo ležal tam, poleg njega trupla, ampak nekaj verjetno dalj časa ni bilo ok. Torej na tej jahti, skoraj 50-metrski, ki se je imenovala Far From It, je bil nek inženir iz Mehike, torej nekdo, ki je skrbel za te motorje in pač vse tam spodaj pod krovom ladje. Tam je zelo vroče, tam so propelerji, tam je eno območje, kamor drugi člani posadke ne hodijo, ker nima smisla. Pač vroče je in ne rabiš tja iti. Oziroma, če že zelo redko ali pa po dogovoru, nima smisla načeloma. Tako da tam so tudi Paige najdel mrtvo, njeno truplo in še zdaj ne vemo točno, zakaj je tja šla takrat 3. julija oziroma čez noč, kadarkoli že. Je bil pa ta inženir, ki je zraven nje potem ležal, ekstremno ranjen itd. Je bil 39-letni moški. Paige je bila tisti dan zadolžena za notranjost, preverjanje prostorov, zaloge, tekstil. Vse običajno. Okrog pol dneva so se potem dogodki zasukali. Spodaj so jo našli zaradi tega, ker se ni več oglašala na svoj sprejemnik, vsi imajo te svoje napravce, ko se že reče tem walkie-talkie, ki se slišijo in si poročajo, kje je kdo, kaj mora kdo narediti, kje je še kaj za postoriti. In ona se nekaj časa ni oglašala in so jo mini akcijo sprožili, da jo najdejo. In tista oseba, ki jo je prva najla dol, je mislila najprej, da je en kup nekih oblačil oziroma nek kup nečesa, ampak je potem bilo zelo hitro jasno, da je človeško truplo in da je to
Paige. Paige po zadnjih podatkih je bila tudi na nek način pol slečena, a kako naj rečem. In druga stvar, ki jo še vemo, je to, da je bila polna črnic, modric, prask in takih poškodb, ker je bilo več kot očitno, da se je borila za svoje življenje. In več kot očitno je to zaradi tega, ker je ta oseba, ta 39-letni inženir, ki je zraven nje ležal na tleh, je bil tudi na robu smrti, plitvo je še dihal, pa cel je bil krvav. Tako da, kjerkoli je že bilo, se je zelo močno borila. In tudi se nakazuje, verjetno sklepate, kaj, če je bila ona povslečena, je verjeten poskušal z nekim posilstvom, ampak to je nekaj, kar jaz ne morem uganiti ali pa trditi zaradi tega, ker stvari šele grejo v postopek na sodišče. Ta stvar je zelo hitro šla v medije, pa je postala tudi precej znana, ker so ful radi pisali o tem, kakšen kontrast se je zgodil na tako idilične lokacije, najlepše pristanišče v Bahamih, najbolj luksuzna jahta ever in potem umor toklušne mlade punce. In tudi prej se kaj takega ni zgodil na luksuznih jahtah. Je pa na žalost moglo priti do tega, da so končno začeli razmišljati, kako lahko bolj zavarujejo te svoje delavce, ker zdaj vam bom povedala par crazy stvari. Ena izmed teh je, da na teh jahtah zaradi zasebnosti gostov, ker tudi štekam, ampak gor ni kamer. Gor ni kamer, ker so ti gosti prepomembni, to je ena stvar. Druga stvar je, da ne preverjajo ozadja delavcev. In ta 39-letni inženir iz Mehike pač prej niso vedeli, ko je prišel na to jahto, niso vedeli, kakšno je njegovo ozadje, ali je safe, ali že koga ubil. Mislim, verjetno ne, ker pa bi bil v zaporu, ampak tako. Ali pa ne vem, ampak ni tega preverjanja. In kako naj se oni gor, ki delajo tam mesece, počutijo safe, če so z ljudmi, o katerih ne vejo nobenega ozadja. Vse, kar je, te ljudi naredijo en tečaj in so spuščeni na jahto in prepuščeni samim sebi. Ker res nima smisla. Sploh za delo s takimi ljudmi po toliko dolg časa, za toliko veliko plačo je res čuden, da tle ni več ozadja. Res je čuden. Njena mama je tudi povedala, ko je dejansko prejela telefonski klic, je rekla, slišala sem zvok telefona in sem vedela, da nekaj ni prav. Tisti ton, tisti klic, ki ti spremeni življenje. Verjetno se bo kdo med vas spraševal, zdaj sem še prebrala, da je bila ta jahta, da je ta jahta vredna več kot 13 milijonov dolarjev. Jaz bi iskreno mislila, da bi mogla biti skoraj več, ampak ja, 13 milijonov dolarjev, po moje že sam najem. Ne vem, jaz sem slišala, da še najem takih jaht zna biti za, ne vem, nekaj tednov več kot 1, 2, 3, tako da to pa jih hitro pokrijejo. A ni najem tega ful drag? V glavnem tisti napišite, kaj več veste o tem, spodaj komentarje. Potem v tednih po smrti od Paige se je spet zvrstilo veliko ljudi z veliko mnenji. Eni so trdili, da je bil verjeten spolni napad, drugi so trdili, da je bilo pač neko nasilje, nek spor, nek konflikt med njima, kar je sicer bilo, ampak glede na to, da je bila ona povslečena, I don't know. Drugi so spet trdili, da je bil storilec duševno nestabilen, da so bile prisotne osebne napetosti. Nobena od teh teorij ni potrjena, ali to je fora, da zdaj novembra čakamo sojenje. Od Paige družina je potem tudi pripotovala na Bahame, sprehajali so se po tistem pristanišču, ker je ona izgubila življenje, tako da ful žalostno, in potem na sodišču so bili tudi na začetku taki zelo žalostni, ampak tudi vztrajni. In tako močno mislim, da se je ta novica zdaj razširila in pač kaj se je njej zgodilo, da so začeli res konkretno delati korake proti temu, da bo življenje teh ljudi na jahtah bolj safe. Torej, če ne drugega, preverjanje ozadja delavcev itd. Tiste osnovne stvari, da se nekdo safe početi. Ker po moje še nekdo, če je zaposlen v freaking, ne vem, Pošti Slovenije, mora približno vedeti, da je okej. Pojavili so se predlogi za obvezno uredbo sistema Safe Crew Reporting oziroma varne poti, po kateri bi lahko član posadke anonimno prijavil občutek ogroženosti ali pa neprimerno vedenje nadrejenih. Tako da na žalost je moglo priti do take tragedije enkrat, da so se stvari začele odvijati v prvo smer. Mi je pa zanimiv ta pogled v življenje teh ljudi in če kdo hoče res še kaj več tega gledati, moram reči, da je zanimiva serija Beloved the Deck. Tako da, poglejte si. Hvala, da ste prišli pogledati tale video, polajkajte, pokomentirajte. Po vsej verjetnosti se gledamo naslednji petek. Alien Mama out, pridni bote, radi se imejte. Bye!